Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Kaj pa pripravljate za prvi mesec, mesec januar? Začeli bomo z domoznanskim večerom. Knjižnica zbira domoznansko gradivo, to, kar delajo Tržičani ali pa kar je o Tržiču. Tokrat pa smo se dogovorili, da bo takih večerov letos malo več. Sodelovala bo tudi Zveza kulturnih organizacij, pa območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti. In te večeri se bodo zdaj imenovali tako okvirno Gor pa dol Popovac, kakor je pred mnogimi leti imel eno oddajo na radiu Milan Kersnik. Prvi večer bo tematsko se navezal na pridobitev mestnih pravic za Tržiča, kar je bilo omenjeno tudi na občinskem prazniku, 90 let je od takrat. Naš Nejc Perko, ki bo to vodil, in še ostali so pa malo raziskali, kaj so o tem takrat prinašali kakšni časopisi, kaj je to pomenilo za Tržič, kako se kakšni stari Tržičani spomnijo, kaj so jim o tem dogodku pripovedovali. To bo prvi večer prihodnji torek. Potem bo predstavitev del Martina Kojca. Vemo, da je bil to pisatelj, psiholog, mojster življenja, in ta njegova učbenik življenja je knjiga, ki je bila neštetokrat ponatisnjena in je bila v rokah mnogih in mnogih bralcev in je še kar. Potem sledi potopisno predavanje po dolini Loare do Atlantika, in sicer bo nam to ga pripravila domačinka Jelka Snedic, ki jo že poznamo, zelo rada hodi in mnoge stvari obrede peš in so njena ta predavanja nekaj posebnega. Nato pa bo prav posebna avtorica v torek 24.1. Rosvita Pesek. Kdo jo ne pozna? Doktorica zgodovine, vodila številna žarišča, odmeve, napisala knjige o osamosvojitvi Slovenije, lani pa je šla knjiga France Bučar. Skratka, pogovor z njo bo na vsak način zanimiv. Sledi pa samo še eno predavanje, samooskrbni zelenjavni vrt, ker imajo pa naši Tržičani in Tržičanke tudi vedno zelo radi, da dobijo kaj novih znanj z tega področja. Nevenka Breznik bo pa predavateljica. Kaj pa ste pripravili za najmlajše? Tako, letos in naprej tradicionalno želimo za otroke pripravljati še več, kot pripravljamo. Zdaj so tradicionalne ure pravljic, počitniške delavnice. Že lani smo začeli, da smo več lutkovnih ali pa gledaliških igric za njih imeli. Družinsko branje je en tak projekt, ki smo ga začeli v jeseni in ga bomo zdaj pospešeno peljali naprej, ki želi, da otroci z družinami čim večkrat obiščejo knjižnico in čim več skupaj berejo. To je družinsko branje. Čisto nekaj novega bodo pa tačke pomagačke. Z njimi bomo začeli pa sedaj le v februarju. To je pa za tiste šolske otroke, ki imajo težave z branjem in vemo, da prihajajo v vedno večjo stisko, ker se jim zatika, ker se jim kdo v razredu smeje. Tukaj je pa poleg pomoč v obliki labradorke Lunebo in bo ta otrok bere temu psu, in pravijo, da so te terapevtski učinki zelo pozitivni in da otroci zelo napredujejo.